Mirno! Na mesto, ravnaj se! Mirno! Častni pozdrav! Na mesto, otvor! Na mesto, prosto! Spoštovani udeleženci Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, gasilke in gasilci, pripadniki drugih reševalnih služb in sestavov, cenjeni gostje. Pozdravljeni na sklepnem dejanju prireditve Dnevi zaščite in reševanja, ki so potekali 3 dni v Postojni in hkrati tudi zaključku tekmovanja gasilskih enot širšega pomena in mednarodnega gasilskega tekmovanja. V naši sredini pozdravljam Marjana Šarca, predsednika Vlade Republike Slovenije, Miloša Bizjaka, državnega sekretarja Ministrstva za obrambo, Srečka Šestana, poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, Darka Buta, generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Igorja Marentiča, župana občine Postojna, Francija Petka, poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Darka Muhiča, namestnika poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Mirana Gregoriča, predsednika Obalno-kraške gasilske regije, Marka Adamiča, gasilskega regijskega poveljnika Obalno-kraške regije, Sandija Curka, poveljnika Civilne zaščite Obalno-kraške regije, Marka Simšiča, predsednika Gasilske zveze Postojna, Matjaža Kreseviča, poveljnika Gasilske zveze Postojna in druge visoke goste. Za pozdravni nagovor vabim predsednika Vlade Republike Slovenije Marjana Šarca. Tovarišice gasilke, tovariši gasilci in vsi predstavniki in pripadniki drugih sil za zaščito in reševanje. V veselje in čast mi je, da vas lahko danes nagovorim na tej pomembni prireditvi za slovenski sistem zaščite in reševanja. Sistem zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji deluje ne dobro, ampak odlično. In to prav zaradi vas, zaradi vseh vas, ki se trudite vsak dan za to, da sistem deluje in da se izboljšuje tudi vsak dan. Slovenija je bila že dostikrat v zgodovini prizadeta s takšnimi in drugačnimi nevšečnostmi. Požari, poplave, žledolom, prav tukaj, kjer smo zdaj v Postojni, je žledolom pustil sledi, ki jih bomo videvali še dolgo. Tudi v naši občini, ki sem jo nekoč vodil, je bil žledolom zelo hud in vemo, kaj je to, če imaš vse odrezano od sveta. Zato je takrat pomembno, da imaš opremo, da imaš zadosti opreme, predvsem pa, da imaš usposobljene ljudi, ki znajo s to opremo tudi delovati. Kajti samo oprema ne pomaga, če zraven nimamo ljudi, ki so z dušo in srcem pri stvari, ki imajo samo en cilj pred seboj, to je pomagati sočloveku, reševati premoženje in reševati tudi življenja. Zato je pomembno, da prav vsaka pripadnica in pripadnik
vseh sil za zaščito in reševanje v Republiki Sloveniji opravi svojo nalogo takrat, ko je to potrebno. Potrebno se je izobraževati, potrebno je izmenjavati izkušnje in potrebno je biti vedno pripravljen na vsakršno intervencijo. Nikoli ne vemo, kdaj bo naslednja intervencija, nikoli ne vemo, koliko ljudi bomo potrebovali za to, da jo bomo rešili, ampak zagotovo pa vemo, da naše sile za zaščito in reševanje nikoli ne bodo klonile pred nobeno naravno nesrečo, pred požarom ali pred čemarkoli, kar bi prišlo in zadelo Republiko Slovenijo. Zato je tudi zaupanje v te sile izjemno visoko in vsi skupaj poskrbimo, da takšno tudi ostane. Miran Bogataj je vse svoje življenje posvetil zaščiti in reševanju, žrtvoval se je in delil znanje z drugimi, zato je tudi upravičeno, da se ti dnevi imenujejo po njem. Negujmo to tradicijo, bodimo z dušo in srcem pri stvari in delajmo za Republiko Slovenijo in njene državljanke in državljane. Na pomoč! Hvala lepa za tale vzpodbudni nagovor. Za razglasitev rezultatov današnjega mednarodnega gasilskega tekmovanja prosim predsednika komisije B. Dušana Vižintina. Praktične nagrade sta prispevali Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Gasilska zveza Slovenije. Rezultati bodo razglašeni za ekipe, ki prejmejo praktične nagrade. Ostali rezultati pa bodo objavljeni na spletni strani Gasilske zveze Slovenije. Mi pa začnemo z gosti, člani A. Prvo mesto podeljuje Zvonko Glažar, podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije. Vabljena cela enota. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v imenu Računske komisije, komisije B, ki se je danes ukvarjala z rezultati tekmovanja. In sicer v napovedani kategoriji članov A
iz gostujočih držav je tekmovala ena enota, to je enota Dejanovca iz Republike Hrvaške, ki je tudi osvojila prvo mesto. Čestitam. Takole iskrene čestitke tudi v našem imenu. Povabimo pa seveda poveljnika Gasilske zveze Slovenije, ki podeljuje vse diplome. V kategoriji članic B je tekmovalo 7 enot. Pri tem so 7. mesto dosegle gasilke iz Krošovja, 6. iz Krkavč, 5. iz Postojne, 4. iz Starš. Tretje mesto je osvojila enota iz Gaberja, drugo mesto iz Legna in prvo mesto iz Pegedi Hajdoše. Podeljujejo tretje mesto Ivan Jezernik, član Komisije za tekmovanje Gasilske zveze Slovenije, drugo mesto Sandi Curk, regijski poveljnik civilne zaščite in prvo mesto Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Iskrene čestitke torej tudi v našem imenu, vse je bilo več kot zasluženo.
Boš ti zdaj še? Ja, vse vem. Samo za... Nadaljujemo z kategorijo članov B. In sicer so v tej kategoriji 5. mesto osvojila enota iz PGD Rečica ob Savinji. 4. mesto PGD Majšperk, prosim, desetarje. Desetarji, prosim, če pridete po diplome in tudi nagrade. 5. do 4. mesto podeljuje Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Tretje mesto podeljuje Miran Gregorič, predsednik Obalno-kraške gasilske regije. Po nagrado pride cela enota. 2. mesto Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije. In 1. mesto Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. Po nagrade seveda pridejo vse enote, vse 3 enote. Torej, v tej kategoriji članov B je 3. mesto osvojila enota iz Krke Novega mesta. 2. mesto enota iz PGD Kebel. 1. mesto PGD Hajdoše. 好像没那么深入呀。Podobita vsi. Mana?
Iskrene čestitke. Nadaljujemo z kategorijo članic A. In sicer je v tej kategoriji sodelovalo danes 16 ekip. Enote, ki prejmejo nagrade, pa so za 8. mesto PGD Prožinska vas 1. Prosimo desetarje, da prihajate po diplomo in nagrade. Za 7. mesto PGD Zbilje. Šesto mesto Krkavče. Peto mesto PGD Rova. Dvoje je vse lažje, ne? Četrto mesto PGD Krka Novo mesto. Od 8. do 4. mesta podeljuje Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Mi pa hitimo že naprej. 3. mesto podeljuje Marko Adamič, regijski gasilski poveljnik Obalno-kraške regije. 2. mesto Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. In 1. mesto Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Torej še prva 3 mesta. 3. mesto PGD Starše. Drugo mesto PGD Šmartno na Pohorju. In še zmagovalke, ekipa PGD Oplotnica.
Iskrene čestitke si med seboj izmenjujejo članice A. Mi pa seveda nadaljujemo k članom A. Od 13. do 4. mesta podeljuje Franciji Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije, vabljeni pa desetarji. Torej, še zadnja kategorija, to je kategorija članov A. In sicer 13. mesto je dosegla ekipa iz PGD Starše. Desetar. 12. mesto PGD Krka Novo mesto. Enajsto mesto PGD Materija. Deseto mesto PGD Čušperk. Deveto mesto Zagradec pri Grosupljem. Osmo mesto PGD Lokvica. Sedmo mesto PGD Poklek. Šesto mesto PGD Šentjošt. Peto mesto PGD Štrekljevec. Četrto mesto PGD Potovvrh Slatnik. Že nadaljujemo, smo pri najvišjih stopničkah članov A. Tretje mesto podeljuje Igor Marentič, župan občine Postojna. Drugo mesto Miloš Bizjak, državni sekretar Ministrstva za obrambo. In prvo mesto Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije. Vljudno vabljeni. Rezultati pa so naslednji. Tretje mesto je osvojila ekipa iz PGD Oplotnica. Drugo mesto, ekipa PGD Tinje A1. Ter prvo mesto in zmagovalci kategorije članov A, PGD Podgorci.
To je bilo zdaj podeljeno. Člani A, prvo mesto, kako se reče? Naj povemo še, da člani A za prvo mesto dobijo prenosno motorno brizgalno, ki jo vidimo tukaj tik pred odrom. Vsem skupaj seveda iskrene čestitke. Hvala pa tudi predsedniku komisije B, Dušanu Vižentinu, za pomoč. Res iskrene čestitke prav vsem, ki ste danes tukaj z nami. Za zaključek pa naj še k sklepnim besedam Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja povabim generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje gospoda Darka Buta. Odlično, Indrija, odlično. Spoštovani gospod predsednik, državni sekretar, spoštovani župan, spoštovani visoki gostje, predvsem pa udeleženke in udeleženci dnevov zaščite in reševanja Mirana Bogataja, 7 dnevov po vrsti. Spoštovane sodelavke in sodelavci, namreč ocenjujemo, da so dnevi zaščite in reševanja zelo uspeli. Ocenjujemo približno 12 000 obiskovalcev, približno 1600 mladine, otrok, ki so nas prišli obiskati. Uspelo je 12 posvetov, uspelo je državna vaja, uspelo je, da smo na enem mestu zbrali 82 razstavljavcev zaščitno-reševalne opreme. In uspelo je, da smo tudi vsa tekmovanja pripeljali pod krov tekom današnjega dneva. Zato še enkrat hvala lepa občini Postojna za vašo pomoč in podporo, hvala lepa vsem vam, da ste se udeležili dnevu zaščite in reševanja in da ste aktivno sodelovali. Brez vas ne bi bilo dnevu zaščite in reševanja. In kot je že povedal sam predsednik, na nas se računa, ko bo prišlo do nesreče. Zato še enkrat hvala lepa. Povabil pa bi župana občine Postojna in pa gospoda Merca iz mestne občine Ptuj, da se mi pridružita. Drage gasilke, dragi gasilci, spoštovani ostali pripadniki sil za zaščito in reševanje, hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste. Te dni pravijo, da je bila Postojna najbolj varno mesto na svetu. Ja, je bila. Pripričan sem, da je bila, zato ker ste vi poskrbeli za to in ne, da bo samo Ptuj čez 2 leti ponovno deležen takšne zaščite. Pripričan sem, da tudi v naslednjih 2 letih in tudi v bodoče za nas ni strahu, lahko mirno spimo, zato ker tukaj ste vi. Zato ker ste in tako tisti, ki to dolžnost opravljate po službeni dolžnosti oziroma prostovoljno, vsi eni in drugi, seveda skupaj, zaslužite, da mi poskrbimo za vašo varnost, predvsem za vašo varnost, torej za primerno opremo, katera najprej vas varuje in pa seveda vam omogoča lažje dejstvovanje in pa čim hitreje upravljanje vašega poslanstva. Hvala, ker ste prišli in naj čestitam tudi organizatorju in pa vsem tistem, ki so kakorkoli pomagali pri tej organizaciji. Bilo je strnjeno na manjšem prostoru, ne tako kot morda ponekod v večjih krajih.
Morda nekomu smo stopili na žulj, ker ni bilo prekernega mesta za njegovega konička, pa vendar 3 dni se potrpi, življenje se bomo vrnilo v svoje tokove, vi boste pa ostali in vi boste naprej opravili svoje delo. Iskrene čestitke tudi vsem, ki ste danes tekmovali. Zjutraj sem imel drugačno misel, pač važno je tekmovati, pa vendar je važno, ko je konec, je važno sodelovati. Vem, da ste odnesli v teh dneh veliko modrih misli svojih kolegov, kolegic, veliko novih izkušenj pridobili, si izmenjali lepih misli in pa pridobili tudi nova poznanstva. To je pa tudi tisto, kar ogromno šteje. Gasilski pozdrav, na pomoč. Ja, spoštovani zbrani, kaj naj rečem? Naslednje srečanje bo v Ptuju, v najstarejšem slovenskem mestu, mesto, ki je v zgodovini nekajkrat pogorelo, mesto, ki je doživelo številne nesreče, pa se je vedno dvignilo. Zato hvala Postojna in dobrodošli v Ptuju. No, do sedaj smo bili uspešni, verjamem, da bo tudi Ptuj uspešen. Tudi ne najstarejše mesto, pravijo najlepše mesto, jaz pravim, da je Postojna najlepša, pa ne bo. Ampak ko se hvalijo, pa še nekje vmes v centralni Sloveniji se hvalijo, ampak ne, Postojna je najlepša, pa kljub temu. Pridemo v Ptuj in držimo pesti, da tudi vam uspe, kar sploh ne dvomim. Prepričati se treba, vsakega. Hvala lepo vsem skupaj, hvala. Vodjo tekmovanja, podpoveljnika Gasilske zveze Slovenije, Zvonka Glažarja, pa sedaj že prosim za zaključno povelje.